Živijo, dobrodošli v novem podcastu. Kaja, čim sem vaša družba, ob meni pa je danes pevka Maja Kevc. Maja, živijo. Pozdravljeni. Kako si, povej mi. Danes, to je zdaj moment, ko sem že malo pristala. Danes je pa kar tak navihan dan. Se mi zdi, da si ti trenutno ena najbolj zaposlenih slovenskih glasbenic. Daj povedati, zakaj? Kaj prihaja zdajle? Ja, danes je šel v bistvu, ja, ne morem reči, da je ravno danes, ampak ja, šel je prvi single Labirint iz mojega prihajajočega albuma Sončnice, ki izide 17.5. Zdajle se pa pripravljamo na live koncerte, ogromno enih intervjujev in stvari vmes. In kaj je posebnost tega albuma? Ti si mi nekaj zaupala, da je nekaj drugače, kot ponavadi ta album, da ga v Sloveniji še niso tako izdala, je res? Ja, v bistvu sem posnela videospot za čisto vsako pesem na albumu. Nekako se mi zdi, da zdaj živimo v res taki fast food dobi, kjer ljudje albumov že skoraj da ne poslušamo, ne? Poslušamo samo posamične pesmi in če pa že poslušamo album, pa mora biti še nekaj zraven, ne? Jaz sem pa itak do nastopanja eno tako zelo gorečo ljubezen in sem rekla, dajmo mi to združiti, pa vse narediti, zato da se potem oba dva svetova združita in da pride to do ljudi na tak način, kot sem si jaz želela, ne. In v bistvu so vsi videospoti posneti, kot da ti nastopaš, ker za Labirint sem videla in je tako, kot bi ti dejansko nastopala pred občinstvom. Točno to. Ja, v bistvu sem želela pričarati oziroma pokazati ta nek občutek v živo, se pravi povabiti ljudi na koncert. Snemali smo v Sodnem stolpu v Mariboru in smo posneli 10 teh live spotov v enem dnevu. Tako da je bilo zelo natempirano. Vsak spot ima svoj set, se pravi, vsi zelo drugače izgledajo. Tako da smo imeli zelo veliko pridnih mravljic ob sebi, ki so zelo hitro odnesle stvari z odra in jih prinesle nazaj. In kako je bilo tebi to preklapljanje med pesmimi, verjetno si outfite spreminjala, vse, kako je bilo to? To je bilo res naporno, si predstavljam, kot bi posnela miniserijo, ne? Ja, dobesedno. Ogromno njih priprav je bilo, ne, pred tem, zato da je ta dan sploh se izšel. Meni je bilo, jaz sem zelo uživala, sploh sem se sprostila potem po tistem prvem spotu, ki smo ga posneli in je bil v Timeu. Verjetno je bil nek časovni pritisk. Definitivno je bil zelo velik časovni pritisk, kajti vsaka ura več stane zelo veliko več. Se predstavljam. Ja. In smo res dirkali gor dol, ampak nam je na koncu uspelo z rahlo zamudo. In ne vem, jaz sem imela, itak po moje si takrat v takem adrenalinu, da naslednje jutro, ko sem prišla nazaj vse to pospravljati, sem prav pogledala mojo kolegico Niko in sem rekla, konec je. Veš, to je prav tisto, ko... Ja. Konec je. Da se to pripravljaš, pa tako hitro mine. Ja, kar malo si, sicer si poln, ne, si zelo vesel, da je uspelo, dobro uspelo, ampak si kar malo žalosten hkrati. Kako pa si v bistvu izbrala, katero pesem boš prvo predstavila, kako bo vrsten red albuma? Ker sem videla, da so številčene, se pravi, je to določeno čisto naprej. Ne moreš se zdaj premisliti, jaz bi pa zdaj imela to, ki je bila peta, mišljena ta tretjo. Ne, res je. Že takrat, ko sva z Martinom Šibernikom, producentom, ustvarjala ta album, sva na koncu potem vse skupaj poslušala in sva nekako zgradila nek dramaturški lok, se pravi, začela bi z Labirintom, končala bova s tem komadom, da nekako pelje poslušalca, ne, čez vrhove in gora. In katera je najljubša pesem tvoja? Eno številko mi samo povej, ker zaenkrat poznamo samo eno pesem, tako da številko, da pa vidimo, kaj bo. Ja, že mi je to zelo težko reči. Ja, to je to, kot bi mogla zbrati najljubšega otroka. Ja, točno to, zelo težko. Imam dneve, ko mi je všeč eden ali pa drug bolj, ampak mogoče, recimo petka. Petka je valih na sredini. Ja. Katera je pa tvoja srečna številka drugače? Mislim, da 7.
Okay. Ja. Pa ni 7 najljubša pesem. Včasih Včasih je. je. Ja. Zdaj sem se lih spomnila, ko smo o teh številkah govorili, da je bila pa pred leti mogoče tvoja srečna številka 13, ki se je šla Čisto možno. 2-krat in sicer na Evrovizijskem odru. Sem vse mogoče jaz 13, veš, pa jaz sem malo Aha, zamutila. pa si se zdaj Jaz sem se malo mislila. zamutila, ja. Ne vem, skot mi 7. Mogoče je Pravično 13. število. Nimam 13 pesmi na albumu. Koliko 10 jih je, ne? 10 Ja. je, ja. Zdaj mi smo te spoznali, pa koliko je zdaj že 13 let, evo, spet imamo 13. Po pa je kar 13, Ja, veš, bo pa kar oziroma- 13. Dobrih 13 let Od do. nazaj, ker smo v letu 24, ne? Ja, ja. V Sloveniji ima talent. Tukaj. Takrat mala Maja, ni bila Ja. tako mala, ampak Ja. dej, kako se ti spominjaš teh let za nazaj? Let za nazaj. Veš, to je tako zelo hecen občutek, ker po eni strani se mi zdi, kot da je bilo to v enem prejšnjem življenju. Ja, veliko se je zgodilo mes v teh Jaz 13 sem letih. živela v tujini 8 let vmesne. Po drugi strani, po mojem, imam tako občutek, kot da je bilo to nedavno nazaj zaradi tujine, ker sem živela toliko časa nekje drugje. Ne. Spominjam se zelo, mislim, vse je bil zelo lep, hektičen čas. Takrat sem bila pa res zelo, zelo zelena, no, kar se Ja, tiče. stara si bila lahko me polnoletna, ne? Ja, pojma sploh nisem imela, v kaj se podaja. In sem delala po najboljših močeh. Pa imaš kakšno nostalgijo, ko se vrneš, ko greš skozi ta vrata, ko prideš na Pop TV? Vedno. Vedno? To pa po moje zavedno. Ja, veš, ker te ena stvar toliko žigosa. To je bil moj preboj, ne? To je bil moj začetek in velikokrat v bistvu se sprašujem, res imam vedno bolj tak občutek, kot da je vse moralo biti točno tako, kot je bilo. Če ne bi bilo tega preboja, jaz ne bi mogla recimo sama sebi financirati študija, ogromno stvari se ne bi zgodilo na isti način. Ne? Ne bi, v bistvu, ja, noben ne bi vedel zame, ne? Ali pa mogoče bi to trajalo več časa. Čeprav nisi zmagala, ne? Ti si bila v resnici druga. Lina je zmagala takrat, pa ti to... Dobro, Lina je bila res stara 7 let, premlada, ampak tebi je pa odprl isto mogoče vrat, kot če bi zmagala. Ali pa mogoče Mislim, še da več. čisto isto. Ja, ali pa še več mogoče, ne vem. Res je bila ena taka močna odskočna deska. No. Pa v bistvu leto potem si bila pa že na Evrovizijskem odru. Ja. Tudi v prejšnjem življenju se pogovarjava. Ja. No, kako je bilo pa to? Mene je zmer zanimalo, veš, ker sem bila, nisem toliko mlajša od tebe, sem bila pa dosti, ampak meni je bil tisti nastop No One, Vanilija, to mi je bilo vrhunsko. Spomnim se, da tvoja obleka je bila izjemno težka, Ja. da si imela tudi koreografijo. Živo imam pred očmi, čudovito in pač Hvala. res sem hotela te vedno vprašati tvojo zgodbo evrovizijske izkušnje. Evrovizijska izkušnja. Ko ti prideš v bistvu v ta balonček evrovizijski, je to nekaj, na kar te nihče ne more prav pripraviti. To je res ena taka skupnost, to so res fani, no? Ti si tam res zvezda in ti je to malo, moraš se kar malo navaditi, ne priti iz Slovenije, nekam ven, kjer te ljudje obravnavajo res world class. Meni je bilo to čisto nepojemljivo. Zakaj? Potem pa ves ta profesionalizem, se pravi, pač to je najboljša ekipa tehnična v Evropi, ne? Kar se tiče nekih teh velikih televizijskih šovov. In najprej te itak kap zadane od vsega tega profesionalizma in vsega, tako se to dela, to je tudi možno. Si ne predstavljaš, da so nekatere stvari lahko tako zakomplicirane. mogoče? Ja. Ne, drugače je bilo pa tudi tako, no, kako bi rekla, zelo sem se jaz takrat šele učila neke stvari. Ne. Se mi zdi, da tudi nisem se točno zavedala, v kaj se podajam, v smislu, da bi potem to zgodbo tudi nadaljevala, ne, ampak v moji glavi je bilo to takrat samo, moj bog, na Eurosong grem, jaz sem o tem sanjala kot deklica in to je to in pol, kaj pa pol, ne? Ja. Tako da, če bi zdaj to delala, bi verjetno zelo drugače Pa bi pristopila. šla še enkrat? Pa veš,
Če bi to imelo nek smisel v moji karieri, mogoče bi res, ampak bi res moralo nekako naravno se to zgoditi. No. Ne bi šla zdaj še enkrat zato, da bi ponovila to izkušnjo, ker jo imam. Če bi pa začutila neko glasbeno zgodbo ali pa da bi imela nek tak komad, ko bi si rekla, tole pa, to bi pa jaz, to si pa nekako vidim neko pot, neko vizijo. Kaj neparkrat si potem še sodelovala v bistvu na teh predizborih, pa nisi bila nikoli več v bistvu. Kot Enkrat si tekmovalka, odstopila, ne. tako, Enkrat sem odstopila, takrat smo imeli eno obdobje gori. Zanimivo, drugače sem bila pa vedno kot Ampak v bistvu so še vedno povezana nekako z Evrovizijo. Meni je ostal v spominu leto 2022, ko sta z Bojanom nastopila z italijansko zmagovalno pesmijo. Vrhunska izvedba. Je bilo pa tudi veliko vprašanj, a si bila dejansko sploh to ti, glede na to, kakšne plesne gibe smo vse videli. Nismo videli tako plesati. Nisem napredovala samo pevsko, vendarle tudi gibalno. To so pa leta joge. Aha, ok. Da narediš špago na odru v petkah in se poberaš, kot da ni nič. Seveda. You bounce from the floor. Evo, dejansko. No, če se zdaj prav spomnim, ne vem, če se nisi ti takrat na Evrovizijskem odru enkrat spotaknila, ne? V bistvu na Slovenija ima talent v finalu. Tam si se spotaknila. Ja. Aha, se prav v bistvu si rabila nekaj, da se... Ja, revenge. Da dokažeš, da ni to... Nisem toliko štorasta. Ne, da je to bilo v bistvu splanirano, ne, da si to zvadila. Absolutno. In koliko časa ste z Bojanom vadila to, ker za pevca si predstavljam, da skakati po odru pa plesati. Ja. Nisem, samo 5 pa plesati je že svoj vrstni izziv. Oboje skupaj. V bistvu, ko smo zadnjič šli skozi, sem jaz začela že hoditi, hodila sem že kot pingvin, no. Ker me je tako bolela vse še. Res, v tistih petkah, po tistem visenju, pa vsem, ne. Pa v bistvu, koliko smo trenirali takrat, en mesec, 3 tedne? Po mojem, da nekaj takega. 3 dni, bo rekla, zdaj pa gremo. Ne, se sva, ne za vsak dan, ampak sva. Ja. In kako je to pet, da v bistvu kako se navadaš to, da poješ, pa da se medtem ko plešeš, da se ne sliš, da dihanje, zadihanost? Ja, to je pa v bistvu od ogromno enih stvari odvisno. Seveda od kondicije, pa tvoje telesne pripravljenosti, pa tudi v bistvu pri plesu in petju je priporočljivo dihati malo bolj z rebri. Se pravi, da ti ta rebrni obroč nekako drži to stabilnost, jezi ta zrak in potem si dosti gibljiv, no. Kako se temu reče, steady airflow, konstanten curek zraka, mora reči čez glasilke, ne. Kako si imela pa recimo ti vpliva na to koreografijo, ker pač se mi je zdel, jaz sem jih prej to pogledala, še enkrat, da si imela veliko bolj zakompliciran kot Bojan. Pa bodva iskrene, ne, ženska mora tudi vedno dobro izgledati. Čisto iskreno? Jaz sem vam zdaj čisto iskreno povedala, da ogromno te koreografije je zimprovizirane. Aha, ok. Kaj ti z Maticem, jaz delam že nekaj let, ne, Matic je tudi član maestra, bivši. In sva pogruntala čez leta, da je najboljše, če se jaz gibam naravno. Okay. Da me on ne kalupi preveč v neke te plesne gibe, ne, ker jaz nisem plesalka zdaj te vrste, da bi zdaj jaz to oddelala noro, ne. Ampak imam pa nek svoj način gibanja in sva potem rekla, dajva nekaj točk opornih, ostalo pa pač po feelingu. Kako pa je bilo pol to za Bojana? Se ni vedel, kdaj boš pol skočila? Ne, to je vedel. To so bile te točke, stičiščne. Oporne točke, oporne točke imamo. Tukaj pridem in se vržem nate, ti ne padeš in me zadržiš. In potem me seveda seemingly elegantno spustiš tudi, ne? In jaz popolno pristanem na petke. Pa bi se kdaj mogoče preizkusila v kakšne zvezde plešejo, je pa dobrega? Ja, jaz ful rada plešem z veseljem. Ja? No, če zdaj nadaljujeva to tvojo pot, to mogoče zdaj bil kakšen namik, sem to samo mogla. Ja, wink, wink. Ja. No, potem si se pa ti v bistvu preselila v tujino. In zdaj prihaja teh tvojih 8 let v tujini. Zdaj pa jaz sem takrat v tistem času, ko tebe ni bilo v Sloveniji veliko brala teh tvojih intervjujev, vem, da si že veliko povedala.
Ampak kako pa zdaj gledaš na to? Zdaj si že vseeno, koliko 4 leta doma, nekaj časa? 3. Pa 3. 3 leta, ja. Kako je zdaj to drugače videti tujino? Kako si začela? Joj, veš, se to ti po mojem sploh ne znam na kratek način opisati. Ne rabiš mi na kratek Ja, način opisati. že pred Slovenija ima talent je bila moja goreča želja iti študirati v tujino. Ne? Zato sem se jaz v bistvu tudi prijavila na Slovenija ima talent. Zakaj pa tujina? Nekako me je vedno vleklo, ful sem si želela dobiti to izkušnjo. Živeti v drugi državi, biti del glasbenega prostora nekje druge. In očitno je usoda tako hotela, da se je to zgodilo šele po Evroviziji. Potem me je pa nekako prepeljala zgodba iz Nizozemske tudi na Švedsko in sem tam začela pisati pesmi v bistvu za druge. Sem bila del ene založbe, Backpipe, ki je tudi v bistvu ta bivši Abbey Road Studios. In sploh ne vem, kako sem pristala, iskreno. Bila sem enkrat, kako prideš do tam take založbe, ne? Ja, moj fant je takrat, on je itak bil zelo znan glasbenik, že gori, in me enkrat sabo vzel na en studijski session, se temu reče, kjer so pisali glasbo za azijski trg. In jaz gledam, kaj je to azijski trg? Yeah, there's something like K-pop. Ja. Jaz tisto poslušam in gledam, kaj je to? To je 10 komadov v enem komadu, nič mi ni bilo jasno. In še ženska producentka je bila tam, ki je ubijala sceno. Totalno. In jaz sem bila tako totalno fascinirana. Samo ena bubica, tam sem sedela v kotu in poslušala vse to. In pol, veš, pa mi pevci imamo malo tega poklicne deformacije. In si jaz začnem neki pet. In se vsi tri obrnejo nazaj in kaj je bilo to? Pa so tako, joj, nič, vi kar se opravičujem, vi kar delajte naprej, ne? Pa ona tako, no, what was that? In poje še enkrat to zapojem in ona, oh, that is sick, kao, pač to, dej, bi se ti priključila temu sešnu, ne? In jaz tako, nimam pojma, but yes, let's try. In pol tisti dan, na podlagi v bistvu te prve pesmi, ki sem jo ustvarila skupaj, mi je potem ta založnik ponudil to pogodbo, se pravi, da bi delala za njih. In jaz sem rekla, da iskreno, da sem zelo počaščena in da z veseljem, ampak da se moram še učiti, ne. Je rekel, yeah, no problem, you learn. In to sem jaz potem počela enih 5-6 let, res po celem svetu, potovala na Japonsko, Korejo, Ameriko, London, skratka. Ampak večinoma si delala za druge, ne zase? Večinoma sem delala za druge, ja. Kaj pa zase, za svojo dušo si ustvarila kakšen komad, ki ga nikoli ne bomo slišali? Joj, mnogo njih. Mnogo njih. Tista prva leta sem se itak najprej samo, mogla sem se v bistvu sploh navaditi na švedščino, novo okolje. Študirala sem hkrati še, ne. Sem zaključevala še ta faks, jazz v švedščini. In koliko znava zdaj le švedščine? Švedščino zdaj govorim, jazza pa ne znam več nič. Nekaj si se naučila, tako da nekaj je. Tiste teorije, to po moje sem šlo ven. Ja, in sem v bistvu ves čas nekako delala za druge. Veš, to je en tak zelo zanimiv svet. Zunaj glasbena industrija deluje precej drugače kot tu pri nas. In imaš tudi recimo dosti več enih funkcij na založbi, kot recimo, ne vem, artist and repertoire, ENR, nekdo, ki izbira artistu samo pesmi. Ali pa v bistvu se temu reče, da trguje s pesmimi, ne, išče jih. In, to je veliko bolj na široko zastavljeno. To je res industrija, ne? To je res industrija in že tam, že 10 let nazaj takrat se je delala v bistvu glasba že za playliste. In ti kot newcoming artist si mogel v tujini priti na eno veliko playlisto, da so se tam potem te številke obrnile in potem šele so tebe začeli, ja veš, sploh da so te povohali, iskreno rečeno. Da si sploh zanimiva ratala. In jaz sem takrat ugotovila, mene je moj glas
že pripeljal v vse te sobe, ne, za vsemi temi ljudmi, ampak da bom pa jaz zdaj artist, pa vse to je pa zdaj toliko še enih stvari zraven. In politike in vsega tega, da... To pa ni več pol samo za dušo, ustvarjanje. Ja, bože, ja, tu pa moram priznati, da tista prva leta, ko sem bila čisto sama tam, pa ko je moj fant bil še na turnejah, ne, okrog, je bilo pa kar intenzivno, no. Tako sem se počutila v bistvu malo... Po eni strani si zelo hvaležen, ne, da si sploh dobil vse te priložnosti, a hkrati imaš pa okrog sebe ogromno nekih uspešnih moških songwriterjev, producentov, menedžerjev, veš, takih alfa samcev, ne, ki bodo zdaj iz tebe naredili to, kar si oni domišljajo. Ne. In meni pa to nikoli, to z mano nikoli ni rezoniralo, da bi jaz bila ena lutka tam, s katero bi nekdo upravljal, ali pa da bi pela nekaj, kar meni ni všeč, ne glede na vse. In takrat se spomnim, da sem bila zelo mlada in sem se zelo veliko spraševala, zakaj se jaz glasbo ukvarjam, kaj meni to pomeni, veš, kaj sem jaz pripravljena vse to, za to narediti, ne. Pol v bistvu ni ti sanji, ki si jih imela, da bo šla v tujino, niso bile čisto take, ko si pač dejansko jih začela živeti, reca. V bistvu sem se naučila v tujini to, da vse, kar mi gledamo preko nekih medijev in vse to, kar mi gledamo, dajmo reči kar preko medijev, no, je ena zelo, niti ne olepšana, ampak je en illusion, no, iluzija je, ne. Vse, kar se dogaja v ozadju, je pa ena čisto druga stvar in ti da kar zamisliti, no. Predvsem sem se začela spraševati, kaj je meni res pomembno v življenju in kak lifestyle si jaz želim živeti, s kom si jaz želim biti obkrožena. Kar ena taka anksioznost, veš, se naseli noter, ker je to okolje je neverjetno tekmovalno. In tam ti kot človek, to, kar ti si, nikoga ne zanimaš. Koliko pa si imela tam nekih prijateljev, pa to, da bi se lahko na njih obrnila? Predstavljam si, da so bili okoli tebe res samo te, ki so ves čas malo, mogoče čist nevede pritiskali na te, da moraš neki biti. V bistvu sem se bolj počutila kot, mislim, zelo hitro, veš, pride do tega, da svojo vrednost meriš samo s tem, koliko si uporaben. Ne? Sploh, ko si nov, pa še z nekje drugje, se moraš res ogromno dokazovati, da te sploh ljudje jemljajo resno, pa da te vzamejo, pa da napreduješ in to, ne. In mi je mogoče, dokler nisem začela študirati potem v 3. letniku na Švedskem, mi je manjkalo tega, da ne grem s nekom sem na kavo, pa se pogovarjamo, ne vem, o morskih deklicah, a veš, nekaj, kar... Povsod je bilo, preveč je bilo glasbe. Tisto oportunistično, zdaj moramo to. Jaz nisem tak tip po naravi, če sem čisto iskrena. Tudi nisem tak tip po naravi, da bi zdaj jaz prišla v prostor pa bila hello, I am here, a ne veš, ne. Sem v resnici, da sem ekstrovert, ampak jaz se počutim dosti bolj introvertirano. Ja, ne vem. Po nekih psiholoških testih sem pa ekstrovert. Ampak to si v bistvu ugotovila na Švedskem? Ja. A niso oni zelo zaprti narod? Zelo so introvertirani, ne? Ampak vseeno pa ti, veš, nobody knows, noben ne ve, kaj ti vse lahko, če ti tega ne pokažeš ali pa da iščeš aktivno neke možnosti pa priložnosti. In zdaj, če te je strah, kako te bodo sprejeli, ali pa te je strah kritike, ali pa te je strah vsega tega, pol... Kolikrat si hotela obupati? Kolikrat si hotela spakirati kufre, pa poklicala si domov, si rekla, pridem, posla mi posteljte? Ja, ni bilo to tako enostavno. Jaz sem šla kar na glavo takrat v tujino, ne, ni bilo to ravno najbolj... kako bi rekla, je bilo moje kar strah za mene. Bilo je ogromno enih takih momentov, tudi ko se posprašuješ, a poslušati sebe, ali zdaj poslušati tega človeka, ki mi zdaj to govori, ali si bom zdaj uničila priložnosti, ker ne bom šla z njim, a veš.
ogromno nekih takih stvari, ampak hkrati pa pol na koncu sem ugotovila, da enkrat se mi je že zgodilo, da sem pela in delala stvari, da sem poslušala druge, pa meni niso bile všeč. In to je bil najbolj grozen občutek na svetu. Da ti moraš tam zabavati ljudi z nečim, kar Ne čutiš. ne čutiš, niti ne verjameš v to. Pa je bilo ful uspešno. In to je še hujše. Ja, ti se nisi počutila, da si noter. Jaz sem se pa počutila, ej, pa, če pa to tak občutek, pa rajši se sploh ne ukvarjam z glasbo, no, pa rajši delam, ne vem, nekaj čisto drugega, ne. In tu, ko sem si na to vprašanje odgovorila, sem rekla, bom delala bolj počasi, pa bom iskala nekako. Veš, kak je? Mene je že od nekdaj zelo vleklo v ta soul R&B. In ker v tem okolju jaz nisem imela neke priložnosti, da bi jaz to preverila. Is this world class or isn't it? Ne? Sem mogla iti pol v Ameriko, mogla sem iti v London, mogla sem to probati tam. Sicer me je bilo strah kot cucka, res, ampak ko sem dobila to potrditev, da to gre, je pa prišel pol en moment, ko sem pa dojela, da za to zvrstom pa mogla jaz tja preseliti, ne. Mogla se bom preseliti ali v Ameriko in London, ali pa v London, no. In kljub temu, da takrat sem bila stara, že 26, 27, in sem že kar zmatrana od tega preseljenja. Zelo intenzivno se je vse Res dogajalo. sem bila že zmatrana in služila sem si v Sloveniji, študirala v Rotterdamu, pa živela na Švedskem, ne. Kam zdaj še v Ameriko, še tja, pa joj. Ok, let's do it for the love of music. Ker si jo zelo počasi zgubljala, se mi zdi, tako malo te je dušil, to ni bilo čisto to. Veš, da, mislim, koliko ti se spopadaš s sabo, sebe gradiš, zgubljaš vmes, mislim, skozi neki, ne. Pol, ko je pa prišla pandemija, sem bila pa sprejeta na eno turnejo z eno gospel pevko Kim Burrell, ki je bila pa moja vzornica od majhnega. In ko sem jaz bila sprejeta na to turnejo, jaz ti zdaj mravljince čutim, jaz sem se 2 tedna jokala. Jaz sem bila, to ne morem sploh verjeti. Ne morem sploh dojeti, da se to dogaja. In potem pride Omikron in oni odpovejo celo turnejo. In jaz pa vizo, ki si jo lahko taknem nekam, ne. Potem se menim s vsemi temi prijatelji, ki so živeli takrat v New Yorku in so rekli, Maja, tu zdaj mrtvilo, pač klubi se zapirajo, ljudje se selijo ven, ker ni dela, ne. Ne vem, če je to zdaj ravno najboljši čas, da ti prideš sem, ne. Poti pa iskreno povem, da me je to že toliko, ker je bilo toliko enih zaporednih takih, da sem pa prav rabila eno obdobje, da sem prišla malo k sebi. Sem rekla, veš kaj, zdaj pa jaz rabim eno obdobje, ko sam sem. Ko sam sem. In da grem na kavo in da grem s frendi nekam in da ne razmišljam o tej muziki, o vsem tem in da pač sem malo pridem k sebi. Potem sem pa prebrala knjigo vmes, ki se je reče Atomic Habits. Okay. In takrat sem pa začela šele razumeti, kaj se mi dogaja, že par let. In sicer, ko ti delaš neke premike v življenju, ki so izven tvoje cone udobja, to mora biti ravno toliko iz tvoje cone udobja, da te ne pahne v tisto survival mode. In jaz sem ugotovila, da jaz že 8 let živim v totalnem survival modu. To ni malo iti iz cone udobja. To je živeti dobesedno flight or fight mode 24/7. In ni čudno, da sem jaz imela vse te anksioznosti in nisem mogla spati in pol že, veš, želočne težave in ne vem kaj vse že, ja. Zdaj pa bodi ti kreativen v takem stanju, ne moreš biti, zelo težko, ne. In sem rekla, ljuba duša, tak ne bo šlo naprej, ne. Tole. A je mogoče kaj takega, kar pa ti zdaj lahko narediš v okolju, v katerem si, pa mogoče malo manj intenzivno.
Ker tudi ta naš songwriterski svet tam zunaj je zelo tak nepredvidljiv. Veš, to je tak, ti lahko napišeš 30 komadov na teden, pa jih bodo vzeli mogoče 2, pa še to potem se deli. Ni to plačano delo. In ti nikoli ne veš. In je v bistvu ta anksioznost, ker če ji nimaš, si čuden, no? Okay. V tem svetu. Zaprav si padla, mislim, si Vsak ima noter, ne? Ja. Da smo ugotovili. In še ko sem prišla nazaj v Slovenijo, sem rekla, pa to ni normalno. Ker tam je bilo to že normalno. Ker je vsak to imel. Vsi smo imeli neke mentalne motnje. Pa si se prišla v Slovenijo pozdraviti. Ja, in sem polno na koncu... sem prav hvaležna tej koroni, da me je pripeljala domov, ker jaz bi znala to še kar uleči, pa bi še kar... Ne. Pa je bil cilj od vedno Švedska? Ne, nikoli. Ker na Švedsko si slučajno pol prišla? Slučajno. Jaz sem takrat spoznala enega glasbenika na YouTubeu in videla sem se takrat začela pogovarjati in pol sem šla tja, da ga spoznam. Pol sva se pa zaljubila. In to kar fejst, ne. In pol sem se pač preselila na Švedsko potem v drugem letniku faksa na Nizozemskem. In si nadaljavo delala? In sem delala nadaljavo faks, pol sem pa gotovila, da je pa to pa mogoče malo prenaporno in sem šla delati izpit za Erasmus v 3. letniku, za Švedsko. In s tem fantom si bila ti tudi zaročena, ne? In ti, kakor se spomnim, ti si kar veliko takrat povedala o njem, res sta bila, kako si prej rekla, no, razljubljena. A ti je pol, ko je v bistvu ste razdrla za roko, ko ste se razšla blokej žal, da si toliko delila z javnostjo? Ne. V bistvu ne, zaradi tega, ker veš, ti, ko si, jaz gledam na to tak, jaz grem v vse all in, ne. Če bi jaz zdaj razmišljala, joj, kaj če midva zdaj greva enkrat na razen? Kaj če pa midva, kaj če... Skozi živiš z nekim half-ass, s tem polovičarskim načinom, ne. Mogoče sem se iz te izkušnje bolj naučila, da sem manj euforična zdaj do nekih stvari. Okay. Pa tudi ne zidam si več. Da se ne navdušiš toliko hiter. Mogoče ima malo, ne, saj sem zelo sem tak tip, da ko mi je nekaj všeč, sem zelo, pokažem to, zelo sem strasten tip človeka, ne, ampak mogoče zdaj sem malo bolj realna v smislu, da si ne gradim nekih iluzij, ker mislim, da euforija za človeka ni ravno najbolj zdravo stanje, ne. Iz euforije se sprejemajo hecne odločitve in rekla bi, da zdaj vse, kar čutim in to je bolj zbalansirano, no. Še vedno so to zelo močna čustva, ampak sem malo bolj zdrava in odrasla. Dajmo temu reči odrasla. Mal si se vsem postarala. Ja, seveda, ne. Mislim, čeprav nisi nikoli skrivala neki svoje zasebnosti. Pač nisi čist, da bi zdaj vse odprla, ampak nisi pa nikoli skrivala, ko si zaljubljena, nič tako, ne. Veš kaj, ugotovila sem, da je niti ne morem. Aha, okej. Tudi, če sem povedala samo svoji najboljši prijateljici, pa jaz se ne morem pol zapreti dol v sobo, pa nikoli priti ven, veš. To sem dovolj, da greš s to osebo nekam. Pa že tako vsi vejo. Dovolj je na parkirišče trgovskega centra in je to zunaj. In kaj zdaj se s tem borim, ne? Brez veze. Uživaš v tem, kako je. Ja, ne razlagam zdaj nekih blaznih podrobnosti, ampak težko pa to skrijem, no, če si iskrena. Ampak zdaj tudi ta tvoj fant je v bistvu glasbenik, ne? Ja. In tudi v bistvu vse si je konec koncev pri tebi posebno povezano z glasbo. Ja, to pa res je, ja. In tudi sodeluje, ta se mi zdi, da pri vseh teh komadih sodeluje zraven. Ja. Ja, midva sva pa tako nekako začela kar ogromno sodelovati, ne sem glasbeno, ampak tudi okrog celega brenda. Se je pa čisto organsko to nekako zgodilo in dostikrat se pošaliva, je rekel, se te ne bi nič videl, če ne bi delala skupaj. Se sploh ne znam predstavljati, da bi bilo to drugačne. Ampak a je kaj naporno pa, da nosiš tudi službo domov? To me dostikrat kdo vpraša. Zaenkrat ne. Zaenkrat ne. Veliko se midva pogovarjava
In tudi, ko sva začela to zvezo, sva se ogromno pregovarjali. To zelo iskreno. Zelo, zelo, zelo iskreno. Je pa mogoče malo več tega igranja vlog, ne, zdaj potrebnega, se pravi, zdaj smo ta mode, zdaj pa nismo business mode, zdaj smo pa opušteni. Ne. Včasih je to nemogoče ločiti, seveda, ampak če se že nabere, recimo, kadar je zelo intenzivno, pa se nabere, potem oba dva začutiva, pa se mogoče malo pošalijo, pa rečeva, za pa ta vikend pa si pa vzela malo zase, ne. Ker odnos vseeno na prvem mestu. Absolutno. Pa komunikacija je bistvena. Ti je tudi v bistvu on, ki je pomagal, ko si prišla nazaj v Slovenijo, ali takrat, da si se spet aklimatizirala na naše okolje? Se še nisva poznala. Okay. Si se v bistvu ti najprej sama? Ja, sva se spoznala šele po 2 letih Slovenije. Sem si pa iskreno vedno želela imeti, ne vem, jaz sem odvedno sanjala, da bi nekaj zgradila skupaj s partnerjem. In ker se je to tako naravno nekako zgodilo, sem zelo vesela, no? Da je tudi on to začutil, pa da je tudi njemu, da on uživa v tem. Ne? Ne vem, fino je, ko skupaj nekaj gradiš, pa potem to skupaj deliš, pa brainstormaš, pa in se potem skupaj živciraš in smejiš. In koliko se kregaš? Pa tudi se, veš, da se skregaš kdaj, valjda, ne? Meni ti tako ognjena deluješ, mislim. Ja. Ko ti rečeš to pa to, a se upam postaviti v robo? Včeraj mi je rekel, teamwork is a lot of people doing what I say. Maja, ki je od 2024. Ne, hecam se. Veš kaj, jaz sem tak tip, da zelo sem predana temu, kar delam. Zelo rada pa tudi sodelujem, no. In sem zelo odprta za ideje. Vzeli bomo tisto, ki je najboljša, ne tisto, ki jo imam zdaj jaz v glavi, ne. Ampak zdi se mi pa sem iz vidika artista, zdaj, če jaz nimam neke vizije zase, kdo jo ima potem, ne? Ja, to si se mogoče tudi v tujini naučila, ker so imeli drugi večjo vizijo zate, kot in videla sem, koliko ljudi se potem v tem zgubi. In ti se potem navadiš na ta neko to pozornost in to potem iščeš celo življenje in si vedno bolj osamljen in vedno bolj nesrečen in potem pridejo zraven še vse te druge težave. Ja, in sem si rekla, najbolj v življenju je pomembno, da jaz stojim trdno na svojih nogah, ne. Pa da vem, kaj delam, pa zakaj, predvsem zakaj. Da se ne sprašuješ, zakaj, da bi nekaj nehala, tako kot si prej rekla z glasbo, ampak da si želiš vztrajati v tem. Točno to, zato ker zdaj vem, zakaj, ne. In tudi te vrednote se mi zdi, da se malo spreminjajo, ko odraščamo. Ne. Se pravi, si zdaj itak spet odrasla Majo. Pa ja, mislim, seveda. Ja, nisem zdaj več najstnica, to je definitivno, ne, ampak tak se mi zdi, da je ta naš svet itak že tak nor, da če res ga nimaš rad, pa res nimaš rad glasbe, da to ne zdržiš. In kakšne so zdaj želje te odrasle Maje, za razlike od tisto, kar je imela prej Maja? Takrat je bilo meni fascinantno, veš to, da si ti na odru in da ti nastopaš in poješ in Britney Spears sistem, to, kar smo gledali pač in spremljali, ne, sta blišč in si želela kariero Taylor Swift? Ona mislim, da je toliko stara, kot ti, če ne leto starejša. Ja, mislim, da je, ja. To je bilo meni fascinantno kot deklici, ne. Čeprav ta soul, pa ta emotivni part je bil vedno del mene, bolj podzavestno sicer. Potem, ko sem bila pa postavljena pred te malo težje preizkušnje, sem pa res ugotovila, da glasba je na prvem mestu. In da se ukvarjam z njo zaradi tega, ker sem zaljubljena v njo, da to je pa brezpogojna ljubav, ne. Kaj pa takrat, ko se ne ukvarja z glasbo? Kaj dela Maja Kevc v prostem času? A si v tišini? Nočeš nič slišati? Ne vem, greš, mislim, imaš kužka? Ja. Greš s kužkom na sprehod, pustiš fanta doma, rečeš, to je to, mir, jaz grem sama. To bi bilo the best. Ne, da ga pustim samega. Da bi bilo, ja, zdaj malo miru, no, moram reči, ampak vse so obdobja.
To, kar premišljuješ, da imam občutek, da nimaš prostega časa. Res ga nimam, zdaj res nimam, ja. To je... ja, v prostem, veš kaj, mogoče pa tudi zato, ker meni je hobi to, s čimer se jaz profesionalno ukvarjam. Pa smo spet pri glasbi. In jaz bi to počela v vsakem primeru. Če bi s tem služila ali pa ne bi služila ali pa bi isto počela. V bistvu zelo uživam v tem, kar delam. Manj uživam sam, kadar so kakšni tehnični zapleti ali pa birokracija ali pa, ko ne veš, priljubim Bogu, kako bo zdaj to rešil, pa ful se mudi. Take stvari ne uživam. Ostalo mi je pa vse fajn. Kaj pa recimo, rajši si v studiu, rajši na odru, kaj ti je boljš? Dve čist drugačni izkušnji na nek način. Oboje ful uživam. Ja. Oboje. Na odru uživam, kadar sem mirna, kadar vem, da smo za vse poskrbeli. Kadar me pa kaj skrbi, da se ne bom slišala ali pa da nimam pod kontrolo stvari, takrat je pa tudi lahko neprijetno. A si mal control freak? Ja. Ja? Ja. Mal? Ali bo treba koga drugega vprašati, koliko je to mal? Po mojem malo, da sem, ja. Sem, veš, jaz se dosti s tem obadam, ampak toliko ene energije in časa in vsega vložiš v eno stvar, veš, da si želiš, da je pol na koncu ni nekih večjih težav ali pa napak ali pa ne. In ja, bom šla še 6krat se žarnice pogledati od kamermanov, če bo treba. Pa glih, tak gre vse narobe. Tako da, tudi če vse preveriš. Na koncu bolj sem ugotovila, da je to sem butasto in da moram se bolj sprostiti v življenju in pa tudi, če gre kaj narobe, ker bo šlo, ne moreš to vse kontrolirati. Itak, da ne. Ampak moram zdaj omeniti, ker sva lih par tej control freak zadevi, kakorkoli, fascinirala si me danes, ko si prišla s kovčkom. Ona je prišla kovček napakiran in je rekla, samo nekaj ven vzamem. Tako da mislim, da kjerkoli v bistvu lahko danes prespiš. Ker imaš vse sabo in vsaka čas, da si se tako organizirala, glede na to, da si mi zaupala, da nimaš trenutno avta in je kovček edina tvoja rešilna bilka. Hodim po Ljubljani s kovčkom. In potem bomo brali članke Maja Kevc odhaja, ne? Ja, spet. Ne, zaenkrat ostaješ v Sloveniji, spremljali te bomo na odrih, pričakujemo tvoj album oziroma zdaj je že v teku ta celotna predstavitev albuma. Ja, tako je. Kaj so še plani za naprej? Poleti torej, ja, sledi poletna turneja. Predtem bi rada sem še omenila, da vas vabim zelo toplo na predstavitveni koncert v City Theater 21. maja v Ljubljani. V Mariboru se bo pa ta ponovna predstava dogajala 23. maja v Sodnem stolpu. Tam, kjer je bil posnet. Tam, kjer je bil... Vsi videospoti. Tako, cel album, vizual je bil tam posnet, ja. Pa turneja poleti in poleti in potem moj plan je, da začnem že v bistvu drug album poleti delati. Kaj pa kaj dopusta, Maja? Dopust? Kaj je to? Ja, mislim, da bo bolj spontan letos. Kaj še na vikend odih, glasbeniki nimate vikendov, tako da... Veš kaj, glede na to, da je letos ta album, pa to sem rekla, prav zvestno sem se odločila, da bom vso ljubav in vse zlila v to. Zagotovo se bo pa našlo par dni, ko bo z dragim kam odletela. Ja, definitivno. To bo zdaj tudi on zelo recimo. Ja, bo. Ne, mislim, nujno. No, s to mislijo, da boš si malo vzela, bova zaključila. Jaz se ti najlepše zahvaljujem, da si bila moja gostja. Želim ti srečno, lepo predstavitev. Itak se vidimo na predstavitvi, slišimo in te bomo spremljali še naprej. Hvala tebi. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali, poslušali in se vidimo in slišimo kmalu.